Spoštovano občestvo, dobrodošli vsi. Gugalnica plava med oblaki, deklica v riskaju spodbuja medveda, še više, močneje. Na vsem lepem pljuskne v sredino pisanih žog in kričeče napravljenih škratov skakačev. In duri sveta, ki se od tam vrašča v tu, odstrejo breztežno radost. V programskem sklopu Lutkoteka Pocoj primezijo lutkovne predstave, ki so še posebej razvnele občinstvo in se neizbrisno odtisnile v gledališki spomin Lutkovnega gledališča Ljubljana in širše. Prisrčno dobrodošlico izrekam Ediju Majaronu, režiserju izvirne predstave in priredbe Lutkovne umetnije Gugalnica. Prav res dobrodošli, Edi. Pozdravljeni. Spoštovani Edi Majaron, vaš odtis je skoraj da večji od življenja, se zdi. Lutkar, režiser, nekoč umetniški vodja Lutkovnega gledališča Ljubljana, tudi soustanovitelj Lutkovnega gledališča Jože Pengov, dramaturg, profesor, glasbenik, avtor. V koliko kožah se nežno in spet silovito giblje vaša ustvarjalna moč? Veseli me, da sem začel kot glasbenik s svojim študijem in imel sem veliko srečo, da sem že kot teenager po zaslugi Jožeta Pengova bil vključen v delo Lutkovnega gledališča Ljubljana. Najprej kot recitator, še v predstavi Obuti maček, in potem sodeloval in se družil s pokojnim Jožetom Pengovom. Ogromno me je naučil, zelo sem cenil njegovo delo in se mi je zdelo, da je zelo dragoceno nadaljevati pravzaprav njegovo začeto delo na področju umetniškega izraza Lutkovnega gledališča. Posebej je njegovo delo in njegova zasluga, da je Marioneta postala zelo pomemben izrazen del Lutkovnega gledališča Ljubljana. No, danes pravzaprav v novi stavbi je to za spoznanje manj pomembno, ali vendar mi je prav veselje, ker prav s to predstavo na nek način vračamo spet Marioneto na ta tokrat zelo velik oder, v primerjavi seveda z majhnim odrčkom, ki je bil ob Šentjakobski cerkvi takrat v 60-ih, 70-ih letih. Tako. Sicer me vedno veseli, da imam možnost uživati in v glasbi, v reprodukciji glasbe, predvsem pa tudi doživeti vse to, kar je množica umetnikov posvetila človeštvu, da znamo uživati, da vidimo, kaj pravzaprav je človeški uspel ustvariti in seveda s nekim namenom. Mnogo je umetnin, ki so namenjene v hvalo Boga, mnogo jih je tudi namenjenih v razvedrilo nam ljudem, ki smo pravzaprav tudi Božje stvarstvo, če lahko tako zaključim ta stavek. Sijajno, hvala vam. Gugalnica se nasloni na delo Franeta Puntarja, mladinskega pesnika, pisca lutkovnih in radijskih iger, mojstra mladinske igre, sicer tudi najbolj prevajanega slovenskega avtorja radijskih iger vseh časov, to že smeva podčrtati. Čarodeja zvočnih slikanic, če hočete. V vzorčku podoživimo stisko prehlajenega glasu, v vratih, ki škripljajo, odkrijemo mikavne plasti čudežnega sveta na oni strani. Gugalnica pa... Gugalnica je eno od teh besedil, ki jih je Frane Puntar namenil Lutkovnemu gledališču.
Napisal jih je že pred gugalnico tudi še nekaj in tudi v Lutkovnem gledališču so jih izvajali, recimo Stol pod potico in še druge igre. No, mene je res očarala ta njegova poetika, ta njegov nadrealističen princip pisanja, ki nosi v sebi zelo pomembne podpomene, zelo izzivalne. In tako sem se lotil pravzaprav že zelo zgodaj, torej najprej uprizoritve njegove radijske igre A, ki je bila mogoče ena najbolj slavnimi. Režiral sem jo kar dvakrat, najprej v gledališču Jože Pengov, potem pa v Zadru. V Mariboru sem režiral Hruške gor, Hruške dol in tako naprej. Skratka, gugalnica je bila na vrsti šele leta 1978, potem, ko je prejelo besedilo prvo nagrado na tečaju Šibenskega festivala otroka. In zdelo se mi je, da je treba nemudoma to delo tudi seveda postaviti na oder. Stanka Godničeva mi je še pred časom nekako rekla, če bi me zanimalo, da spodbudi Zlatka Bovreka, ki ga je poznala seveda iz zagrebške šole animiranega filma, da bi mogoče bil pripravljen narediti tudi skice za lutke. In prav me je veselilo, da se je takoj navdušil nad tem besedilom, napravil skice in v Lutkovnem gledališču Ljubljana je takratni umetniški vodja Albert Kos bil tudi navdušen in je sprejel ta izziv, da smo povabili prvič nekoga, ki ni bil iz Slovenije za likovni del in seveda za praizvedbo Puntarjeve igre za lutkovni oder. No, kmalu za to ljubljansko premiero je pa seveda bila na vrsti pravzaprav ponovitev istega besedila na beograjskem lutkovnem odru, malo pozorište Duška Radović. Njihov umetniški vodja je namreč želel pravzaprav, da bi imeli praizvedbo gugalnice in je bil kar malo žalosten, da je medtem da so že potekale priprave tu v Ljubljani. No, vsekakor je s majhno časovno distanco nastala še varianta v Beogradu, kjer je pa likovnost bila zaupana njihovi hišni oblikovalki Mileni Jevtič Ničevi, izjemni tudi nadarjeni slikarki. In seveda so bile to popolnoma drugačne lutke. Tu so bile marionete, medtem ko sem v Beogradu delal s lutkami na žici. Prišla je potem še pobuda, da režiram neko predstavo slovenskega teksta na Poljskem, v Opolskem teatru v Opolu. Zigmund Smanji, ki je namreč kot dramaturg in režiser in likovni umetnik predvideval, da bi napravil tak repertoar, ne samo poljski, ampak iz vseh dežel, kjer je lutkarstvo bilo na visoki stopnji. Tako sem imel prav čas, da je povabil in ko se je odločal, za kateri tekst, je spet njegova odločitev padla na gugalnico, seveda tudi meni v radost. Mileno Ničevo sem spet povabil, ampak tokrat je naredila popolnoma drugačne lutke. Ampak nekako ni naključje, da je zdaj to četrta interpretacija, ki seveda moram priznati je precej drugačna od tiste iz leta 1978, saj je to popolnoma drug prostor, drugi pogoji so in vsekakor me pa to izjemno veseli zaradi Puntarja in pa zaradi Zlatka Bovreka. Predloga Franeta Puntarja je gosta, a ne toliko z besedilom, temveč s tvornimi napotki, predvsem izrazito zvočno ritmično igro. Smisel besed
nemara ne nosi presilne teže, zato pa šteje način, kako odpotujejo v svet. Puntar kontrapunkt življenja izreže z dvema deželama, veselo in žalostno. Deklica Mehurček se tako z nekaj divjimi nihljaji gugalnice preobrazi v deklico Črepinjo. A izkušnja življenja pove, da je vse v vsem in da velja objeti tako radost kot otožje. Mar ne, Idi? Ja, povedali ste pravzaprav že vse, že bistvo te predstave. Zdi se mi, da na izjemno duhovit, puntarjevski način izpeljana poanta, da živimo pravzaprav vsi nekje med veselimi trenutki, med srečnimi trenutki in med trenutki, ko smo zelo žalostni, otožni, celo morda jezni. Gre pa seveda v prvi vrsti za odnose med ljudmi. In mi sami tudi pravzaprav smo del teh dežel, vesele ali žalostne. Naša naloga je v resnici, in se ji moramo zavedati, da pravzaprav naše obnašanje prinaša tudi naši okolici to razpoloženje. Smo del te atmosfere, ki jo ustvarjamo. In se mi zdi, da je prav v tem nekje osnovno sporočilo te predstave, ki na duhovit način seveda vključi tudi nekatere elemente, ki so zelo zanimivi za sorazmerno mlado publiko, od vokalov A, E, I, O, U, ki jih potem Puntar veselo obleče v vesele škrate ali žalostne škrate. Zdi se mi, da je prav ta poetika gugalnice zelo tipičen predstavnik razmišljanja Franeta Puntarja. Nekaj časa pred smrtjo sva se srečala še, pred njegovo smrtjo, ker so moje študentke zelo rade tudi posegle po njegovih besedilih in sem ga ravno želel vprašati, če se strinja, da tudi naredijo recimo tako izpitno predstavo s tem, ne. No, seveda, ampak začel sem pa, joj, Frane, kakšno naključje, ravno sem te hotel obiskati. In on je rekel, naključji pa ni. In seveda, očitno ni naključje, da sem zdaj še četrtič tukajle v gugalnici. Ne, to naključje, če že pristaneva na njegov obstoj, je izrazito naključ. Markantni artist Zlatko Bourek, vseobsežni umetnik, ki je z gledališčem figur na hrvaškem in slovenskem oral ledino, je zasnoval lutke in sceno gugalnice, kot je pod vašo taktirko premierno zasijala leta 1978, kot ste že povedali. Lutke sveže praizvedbe pa so delo spretnih rok lutkovnih tehnologov iz delavnice matične ljubljanske hiše. Ostajali so zvesti Bourekovim likovnim predložkom iz prejšnjega stoletja. Je res tako, kaj ne? Ja, popolnoma točno tako. Res je, da so zdaj tokratne lutke malo povečane od prvotnih, ampak tudi tokrat so lutke realizirali izredni mojstri. V prvi izvedbi je delo vodil, torej kot marioneto, Ciril Jagodic, medtem ko pa kot vodja delavnice in kot vse dodatne elemente je pa vodila Anja Dolenc. Izjemna sodelavca sta bila, to je bila res odlična delavnica. No, moram pa seveda pohvaliti in izraziti veliko zadovoljstvo, da je recimo tu Žiga kot nadaljevalec Cirila Jagodica, ki navezuje marionete. To je namreč res neka veščina, ki jo človek obvlada šele čez nekaj časa. Od
navezave, marionete, zavisi pravzaprav vse, kar bodo potem lahko igralci, lutkarji, animatorji iz te lutke napravili, ne. In kako bo vsaka od njih imela drugačen značaj, drugače komunicirala s partnerji in seveda drugače vodila dramaturgijo predstave. Dejstvo, da je Bourek skozi lutko vselej spet pronicljivo komentiral prepogosto okrutno stvarnost, je nezgrešljivo. Z Bourekom sta se kot sostvaritelja srečala še kdaj, denimo v osupljivi Lizistrati, ki je z orodjem groteske prerokovala razpad skupne države. Na nek način se seveda strinjam s tem, da bi to bil lahko razpad. Vsekakor je predstava nastala v času, ko je Mamula takrat zelo rožljal z orožjem zoper slovensko mladino, ki je takrat vendarle želela doseči vendar malo več zraka, recimo v tokovih medsebojnega komuniciranja. Lizistrata je v resnici poanta, sporočilo njeno je, da na koncu koncev, čeprav je to kot pacifistična komedija, se na koncu koncev izkaže, da če Lizistrata s svojimi sodelavkami, ženskami, ne podvzame spet policijskega principa, potem se spet moški vsilijo. Torej spet gre samo za zamenjavo ene avtoritete ali diktature za drugo. Kakorkoli obračamo, predstava je imela zelo velik uspeh, v resnici tudi na gostovanjih, tudi po Evropi. Seveda je pa simpatija tudi vzbudila kakšno zgražanje, no, med drugim zdaj, ko so te lutke na razstavi, sem ravno slišal nekega gospoda, ki je rekel, ampak to je pa nespodobno, da je to v izložbi. No, recimo, no, da malo obrnemo tudi na šalo. Edi Majaron, nekoč ste kritično ošvrknili naziranje, da je lutkovno gledališče le pomanjšano dramsko gledališče in da je lutka zgolj pomožno sredstvo ob igralcu, ker jo imajo otroci radi. Sodobna lutkovna umetnost zmore biti mnogoizrazna, kompleksna. Je nesporazum, ki vas je tedaj peklil, še obstoječ? Smem reči, da pravzaprav je, zato ker ne v duhu, da je lutka kot pomanjšani igralec, ampak v smislu, da pravzaprav je lutke vedno manj na odru ob igralcu. Lutka ob igralcu seveda ima lahko različno vlogo. Enkrat je lahko samo podaljšek igralca, drugič je partner igralcu, potem je lahko podrejena igralcu, ampak vedno v dramaturškem pomenu, v smislu sporočila cele predstave. In danes mnogokrat pravzaprav namesto lutke uporabljajo in režiserji in seveda spretni igralci kar predmete, ki predstavljajo potem lutke. No, to seveda ni nič novega, to je od nekdaj, od primitivne otroške igre naprej, ne, ko je palca lahko konjiček. Vsekakor je to dragoceno, ampak v izhodišču je pa najbolj važno to, da igralec veruje, verjame v vlogo lutke. Kaj želi z lutko, zakaj ima lutko v roki, ali pa ob roki, ali pa pod roki, ali pa nad seboj. To so vse sporočila. Če je nad nami, seveda je nad nami. Če je pa marioneta, je pa manipulirana. Vsekakor je pomembno, da se vendarle lutkar, animator zaveda, kakšno vlogo ima on in podčrtavajoč pomembnost lutke, če smo v lutkovnem gledališču, seveda. Ne. Henrik Jurkovski je nekoč izrekel, lutka je večna, je vendarle človeški simulakar. Človek namreč potrebuje zrcalo. Vem, da globoko verjamete v lutko. Na tem mestu navajam vaše besede.
kako postopati, da prav res ne bi ogrozili integritete lutke? Mislim, da je samo pomembno, da verjamemo, zakaj smo se odločili, da jo uporabimo na odru. Da ni samo neka nalepka za to, da recimo imamo sliko, imamo medvedka v roki, pa igramo sami medveda. Mislim, da gre predvsem za pomemben prenos osi sporočila. Pri igralcu je ta os glava trebuh, če smem tako reči, medtem ko je pri lutki popolnoma drugače. Igralec mora skozi roko poslati energijo do lutke. In šele takrat, ko on se zaveda, da ni več on pomemben, ampak da je ta os za gledalca, njegova lutka, ki jo oživlja svojo roko, takrat šele lutka tudi res oživi in ima svoj pomen na odru. Sicer pa seveda propadeta oba dva. In igralec, ki se pač nekako preigrava z nekim predmetom, ki ga ima v roki, če ne verjame, zakaj in kaj ne bi ta predmet predstavljal. Njega niste potožili, da pogrešate iluzionistično lutkovno gledališče. Zakaj, Edi? No, težko bi rekel ravno, da ga pogrešam, ampak resnici na ljubo se mi zdi, da smo nekatere te oblike, kjer je vendarle lutka v svojem okvirju sporočevalec, to smo nekako pozabili. Vse bolj gledamo predstave, tudi jaz sem take ustvarjal in jih tudi tokratna je ob igralcu lutka, ampak v resnici na ljubo lutka je lahko tudi sama v svojem okvirčku. Spomnimo se recimo teh igrc s Pavliho, s Gašperčkom. To so bile salve smeha in veselja ob teh predstavah. Seveda smo vsi vedeli, da je zadaj igralec, ampak on je lahko tudi pogledal ven in rekel Pavlihi, čakaj, kaj pa počneš? Ampak ga je Pavliha premagal svojo mislijo in svojo akcijo. Tako v tem smislu se mi zdi, da smo nekako preveč spregledali to tradicijo, iz katere je pravzaprav se razvilo sodobno lutkarstvo. Na to so seveda vplivale tudi takšne dvorane, velike institucije, tudi lutkovne, kjer pravzaprav zmanjkuje prostora za manjše predstave, za to iluzionistično gledališče, kjer pravzaprav vsi vemo, da lutka ni sama, pa vendarle se nam zdi, da je dovolj v soigri s svojim partnerjem na odru. Mogoče bi rekel predvsem to, da se mi zdi, da je mogoče ravno Frane Puntar preveč pozabljen pri nas. Odkar nekako teh njegovih radijskih iger ne poslušamo več, v lutkovnem gledališču je to zdaj svetla izjema, da je spet postavljena njegova predstava, njegovo besedilo. Nekatera besedila niso bila niti realizirana. Tudi za televizijo je napravil eno zelo zanimivo serijo, ki je bila, mislim, da izvajana samo enkrat in nikoli več, na žalost. Lutke je delal ta zadarski umetnik Branko Stojakovič, tudi to bi bil lahko omaž. No, da ne govorim seveda o Zlatku Bovreku. Se mi zdi, da je to bila res lepa odločitev vodstva lutkovnega gledališča in lutkovnega muzeja, da malo poudari pravzaprav velik prispevek Zlatka Bovreka k lutkarstvu v Sloveniji. Dobil je seveda tudi za to Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo. Res pa je to, da je on ogromno prispeval tudi k lutkovni umetnosti na Hrvaškem in posod po Evropi, zelo cenjen umetnik, zelo izzivalen, seveda tudi z
s tem, da je našel tudi drugačne, neuporabljene do takrat lutkovne tehnike. Recimo prvič je uporabil ta vozičkaste lutke pri Hamletu in seveda potem še mnogokrat. Skratka, izjemen umetnik, ki ga občudujem in sem izjemno hvaležen, da sem z njim uspel realizirati, mislim, da 6, 7 predstav. Ne. Tako da to je res bila velika radost. Tudi, ko sva se pogovarjala, vedno je bil izjemno zanimiv sogovornik. Skratka, imel sem veliko srečo doslej, vedno s sodelavci. No, če smem zaključiti tudi tokrat pri tej predstavi, so bili izjemni sodelavci, izjemno kreativni in tako, da si pravzaprav niti ne upam reči, da je to samo moja režija, ampak je to režija celega kolektiva. Če je bila glasba v vaši domeni daljnega leta 1978, ko se je zgodila praizvedba gugalnice, pa ste tokrat veličastno štafetno palico predali umetniku, ki sliši na ime Lado Jakša. Ja, zelo z veseljem. Seveda je bilo nujno, da predstava iz leta 1978 ne bo vodilo za tokratno ponovitev. Zdi se mi, da je bil tukaj večji oder, ki zahteva tudi drugačno zvočno podobo. No. In zelo hvaležen sem Ladotu, da je bil vesel spodbude, da pripravi glasbo tudi za to predstavo. Sva pa sodelovala precej tudi že v prejšnjih časih, tudi v mnogih predstavah. No, v teh mojih, 80 režijah sem sodeloval s krasnimi glasbeniki, recimo s Arsenom Dedićem tudi in podobni imeni, ampak Lado Jakša je zvesta duša, ki vedno prisluhne neki dramaturškemu izhodišču in potem se mi zdi, da postane njegova glasba jasno tudi bistven del prav dramaturgije predstave. Sjajno. Edi Majaron, iz srca hvala in komplimenti, prav res najgloblji poklon. Hvala vam za vse vaše sjajne klicaje in pike. Hvala vam za pozornost. Lado Jakša, iskreno dobrodošel. Hvala lepa. Tvoji zvočni odtisi so nič manj kot čarovnija. V intenzivni zbranosti ustvarjalnega procesa si mag spajanja, prehajanja, slišiš sliko, vidiš glasbo, odzveniš besedo. Postojva za več kot zgolj hip pri gugalnici. Kako si domišljal učinkovite kadence, nenazadnje tudi kadence smeha in tožbe? Ja, meni se je tukaj zdelo, zaradi teh imenitnih Zlatkovih, Bovrekovih lutk, s katerimi sem se že srečal velikokrat, da pravzaprav one zahtevajo čisto neko svojo posebno glasbeno atmosfero in da one pravzaprav vodijo, celo kot da vodijo igralce in animatorje. Tako so izrazite, močne, toliko gibov in vzdušji lahko naredijo mnogo več kot mi, ne. In to je bilo nekakšno vodilo. Seveda to nasprotje rdečih in modrih, ne, se odzvanja tudi v glasbi, ne, tako da sem skušal modrino tudi nekako z bluzom povezati. Obenem pa se mi je zdelo, da ta humornost rdečih, veselih, se čuti tudi v modrih kot neka taka pozitivna vrednota, ne samo to, da so oni tako zelo modro užaloščeni in počasni in težki. Ena izmed temeljnih sestavin tvoje umetniške potence je radost sprotnega ustvarjanja. To vem, sočasno komponiranje, eksperimentalno raziskovanje. Da bi zazveneli v večglasju, moramo najprej zaslišati tišino. Ti rad poslušaš tišino, kaj ne? Ja, tišina je blazina za zvoke, blazina za glasbo in je pravzaprav tako zelo pomembna, kot je recimo belina pri akvarelu. In iz nje pravzaprav zraste vse, zvočno zvenenje, zvočne pripovedi in zato je tudi tak užitek v tem
kot si omenila, improvizacijskem postopku se prepustiti tišini prostora in potem zvenu, ki ga odzvanja sam prostor, da nastopi nek tak dialog med tišino in fortissimom in kaosom, če je treba. In kako si v prostoru odluščiš pristno tišino? Gozd je gotovo eden izmed tvojih zapikov. Iščeš torej tišino med šumotom, med pojočimi milosrčnimi drevesi? To itak. Na srečo zdaj stanujemo tako rekoč v gozdu. Ja, in so te odzveni od tišine do raznih dramatičnih zvočenj ves čas prisotni. Tvoja svetla čarodejstva, kot jim rada rečem, so mehko odela vrsto uprizoritev, tudi lutkovnih, Zapramiško, Ostržka denimo. Kako bi izrisal čarovitost krajine lutkovne umetnosti? Na kakšen način je prav lutkovna umetnost nagovorna za tvoj doživljajski prostor? Ja, ona res dopušča zelo nenavadne, drugačne vizije, kot jih recimo mi, ki smo na drug način lutke, pa ne bi radi bili, pa se skušamo temu čim bolj izogniti. Ja, in odpirajo prostore za zelo različne zvočne in eksperimente in pokrajine in tišine in odzvene. In to omogočajo in akustični instrumenti in včasih tudi tako imenovani elektronski, ki pa lahko zvenijo popolnoma akustično. V tvojih rokah še posebej. Je kar nekaj glasbenikov, ki zna čarati s temi glasbili, ki pa so pač sodobno tehnologijo tako oplemeniteni, da je ta sinteza možna in nastane nek amalgam pravzaprav akustike in elektronike v akustični obliki, ker to, kar mi poslušamo, je na koncu vedno akustično, analogno. Nič drugače kot tako. Ja. Aleluja. Lado, ne morem mimo tega. Si eden izmed 5 žlahtnih stebrov oživljene, legendarne zasedbe Salamander, skupine za raziskovanje in produciranje glasbeno-poetskih interakcij, kot je nekoč osrednjo potezo vašega obstoja izrazil Milan Dekleva. Ne smeva pozabiti, da ostajate pionirji improvizirane glasbe v domovini. Velik poklon za tega voljo. Ja, zdaj se je zgodilo to, da smo posneli ploščo, ravno kar je končana. Je že v tem končnem brušenju zvoka. Res je tukaj improvizacija zelo pomembna, ampak kljub vsemu besedila Milana Dekleve so pač zapisana takšna, kot so, in z njimi Bogdana Herman improvizira na ta način, da še vedno ostajajo v svojih pomenih, ampak jim da neke glasbene fantastične prostore. Mi pa to odzvanjamo v aranžmajih, ki skušajo ta besedila še oplemenititi ali pa zapeljati v neke širine teh zvokov, predvsem čisto akustičnih. Ja, tako da je to neka celota, impro in tudi izvežbane, smo imeli kar precej vaj, glasbe, ja. Pomik nazaj k gugalnici, ki niha med osmi prostora življenja, pisano z veliko začetnico. Katera glasbila, Lado, udejanijo tkivo te predstave? Ja, želel sem, da bi se čutila čim bolj akustično, čeprav niso vsa akustična, ampak nekatere klaviature nam omogočajo pravzaprav enak dotik na tipki, kot recimo na struni kitare, na struni violine, na struni oziroma na površinah tolkal, in na ta način je pravzaprav ta zvok. Skušal sem ga, da zveni akustično, čeprav pa ni ves odigran na akustičnih glasbilih. Lado, jaz se ti še in še zahvalim. Res iz srca se ti zahvalim za tvoj široširen mozaik. Hvala ti tudi za dragocene misli. Ja, hvala za povabilo. Hvala Ediju Majeronu, da sva zopet po mnogih predstavah sodelovala. Jaz občudujem njegov občutek za dramatično vodenje samih pripovedi.
in kako zna lutke osmisliti, da naredijo. Skratka, mnogo več, kot bi si človek mislil. In to je nekako tudi, se mi zdi, bistvo te predstave, ne? Ko kaže našo nezmožnost levo, desno se pogovoriti in usesti, one pa to pač zmorejo skozi neko radostno pripoved. S hvaležnostjo torej in upanjem, zaupanjem, vero, da bo gugalnica še dolgo očarovala, pa tudi zdravila bolezni, ki jih človeštvo pozna od prapočetkov, se zdi. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Prisrčna hvala tudi vam, spoštovano občestvo. Bodite nezaslišano lepo, kmalu spet. Srečno.